Mi smo šli na zmago danes, nismo se nič ustrašili, vedeli smo, da so favoriti prvenstva, ampak dokazali smo se z njimi, da igrati skozi celotno tekmo. Na koncu ta igra z igralcem več, igra z igralcem manj je prevesila jeziček na njihovo stran, ampak mislim, da smo jih kar dobro parirali skozi celo srečanje. In časa za obžalovanje ni, mi se moramo pripraviti na jutrišnjo tekmo z Madžarsko in seveda gremo na zmago. Mogoče niti ni bilo sploh toliko taka slaba tekma, ki je rezultat na koncu kaže, ampak konec je poraz. Ne vem, naš kaj dobro občutek. Ja, Belorusi so kar agresivni igrali, 4 igralci, mi pa nismo nekako sestavljene take akcije, da bi si res dobro šanso ustvarjali. Nekaj streljali smo, nekaj ne čisto 100% šans je bilo, ampak premalo. Mislim, kje se je tekma dejansko zlomila? Mislim, da dejansko se je zlomila po drugem prijetnem zadetku. Mislim, da smo po tisti uvodnim powerplayu, kot so ga imeli, ko smo prejeli zadetek, nekako narekovali ritem igre. Mislim, da smo pritiskali, tudi v obrambi dokaj dobro odigravali. Mislim, da v teh minutah do drugega njihovega zadetka mislim, da smo bili boljši nasprotnik, ampak na koncu što je le rezultat. Več kot očitno je, da imamo težave z doseganjem zadetka, tako da v bistvu kaj dosti, kar se tega tiče, ne moremo. Mislim, da tudi na powerplay smo imeli kar dobre priložnosti, ampak enostavno nam manjka tudi majhen sreče, ampak kot sem že dostikrat rekel, srečo se treba zaslužiti in zaenkrat je tako, kot je. Borimo se za obstanek, ni več borba za elito, ampak je borba za obstanek. Ko imaš enkrat toliko powerplay, enega za drugega, je pa enostavno tudi majhen obremenitev do enih in istih igralcev. Tako da jaz igralcem tukaj nimam kaj očitati, mislim, da borili smo se do konca. Posledica malo padca koncentracije po tistem danem zadetku na 1-1, napaka v kotu, kljub temu, da smo bili zraven igralci, smo ga gostili pred gol in pa seveda potem ta odbiti plošček na dolgovratnico, tako da nikaj, enostavno, kljub temu, da je izjemno težka situacija, da je tudi dejansko po tretji nučli zelo težko držati to koncentracijo, še zmeraj jaz še verjamem, da se bomo zbrali, da bojo fantje našli tisto dodatno moč znotraj sebe in da prvo jutri proti Madžarski in pa seveda potem zadnjo tekmo pred Litvi zmagamo. Mislim, da nekateri so bili že v taki situaciji lansko leto, tako da mislim, da fantom je treba dati majhen časa pa zaupati jim. Jaz jim zaupam, da se bomo pobrali po temu. Se pravi, analiza tekme bo zopet pokazala točno, kaj se dogaja in pa seveda dobro se pripraviti na Madžare. Igrali smo tekmo z njimi na Madžarskem, kar ni bila dobra, ampak po drugi strani je razkrila igro, kakršno Madžari hočejo igrati.